Vse je naša podzavest. Vse. Zato, ker naša, tako bom rekel, to velikokrat učim, tudi na teh delavnicah, ki imam, se pravi, naše misli vodijo do čustev. Ne? Se pravi, če ti zdaj pomisliš na eno lepo stvar, recimo na nek sončen zahod, boš imel zelo dobre občutke. Ne? In se pravi, če pa pomisliš na neko grozno stvar, ne vem, zaletel sem se z avtom, boh ne dej, da bi zdaj to kdorkoli hotel poistovetiti se s tem, ampak dam neko grozno stvar, recimo zaletel sem se z avtom, kakšne občutke imaš? Tako, strah, kaj bo zdaj, so čisto drugačni občutki. In se pravi, naše misli vodijo k čustvom, naše čustva vodijo k dejanjem. In naša dejanja vpliva pa na rezultate. In če mi, zdaj v bistvu moramo pogledati, kaj vpliva na naše misli. Ne? Na naše misli pa vpliva naša podzavest. Torej, ko bomo mi spremenili ta naš program, to našo podzavest, bomo spremenili vse in tudi rezultati se bodo spremenili. Se pravi, lahko manifestiraš 1 milijon evrov. Ja, absolutno. Ja. Pa to ni tako nemogoče. Ker se nam mogoče zdi, kakor se nam mogoče zdi, zdaj 1 milijon evrov, zdaj bo pa kar z neba padel. Ne bo iz neba padel. Ampak ti boš šel postopoma. Ti boš srečal take ljudi, začel boš privabljati take ljudi, da boš dejansko prišel do tega tvojega cilja. A je to 1 milijon evrov ali pa mogoče 10.000 evrov. Sej znesek v bistvu sploh ni važen. Jaz sem to videl na lastni koži, ker sem si dal, koliko je bilo to, približno 7 let nazaj, pol pošljem sliko, da te lahko tudi gor. V bistvu sem si naredil vision board. Okay. In na tem vision boardu sem imel, želim si tako hišo, želim športati, želim toliko na mesec zaslužiti, želim se naučiti surfati in pa želim pač imeti neko skupino ljudi, ki se med seboj pomaga in želim biti ful dober govorc in imeti tudi svoje delavnice. Okay? In jaz to, ker sem lansko leto, ker sem prišel nazaj k mojim staršem, tam, ker sem včasih živel, jaz gledam ta vision board in nisem mogel vedeti. Večina od teh stvari se je uresničila. Je res, da pač še nimam svoje hiše v Sloveniji, imam pač v tujini stanovanje, pa surfati še nisem se naučil. Vse ostalo se je uresničilo. Kako si to razlagaš? Da je pač prav ta manifestacija oziroma nekaj na podzavestnem nivoju. Si se takrat odločil in pole je podzavestno delo proti temu, ali kako? V bistvu je tako, ker ti neko stvar vsak dan videvaš, vsak dan, ko hodiš mimo te slike, tvoj pač to skenira. Podzavestno pač ti to vidiš vsak dan. In dejansko pa začneš privabljati te stvari, situacije v življenju, ljudi take začneš privabljati, da pač dejansko se ti to začne dogajati. Imel sem tudi prav zelo specifično napisane stvari, recimo do tega pa tega datuma se moram naučiti, potapljati, recimo z jeklenkami. Do tega pa tega datuma želim imeti svoje delavnice o finančni pismenosti. Do tega pa tega datuma želim toliko na mesečni ravni služiti. In to vse se je zdaj uresničilo. Lahko da je to dejansko, ker sem si to zapisal in ker sem to vsak dan gledal, ker to sem imel v bistvu tam, ker sem spal, v svoji sobi, zraven postelje sem to napisal in to sem vsak dan gledal. Lahko da se je res dejansko to uresničilo, pa rečemo, pač to je sreča. Ampak jaz nisem edini, ki se mi to zgodil. To je ogromno takih ljudi, ki se mi to vsakodnevno dogaja. Torej, nekaj mora biti na tem, da pač je to res. Nisem jaz edini primer. Samo verjetno tu verjameš šele poleg, ker se ti začne dogajati, naprej pa težko verjameš v to. Ne? Težko verjameš, če se to ne zgodi v sebi. Ali pa če se to ne zgodi tebi. Sploh Slovenci smo tak zelo zaprt narod, pa mogoče zadržani. In rečeš, mu je uspel, mu je zdaj lahko, ko mu je uspel. Sem tudi imel težke čase. A pa veš, temu se je to zgodilo, to je bila sreča. Ne vem, probi sam, pa ko boš imel lastno izkušnjo, pa boš pa lahko povedal. Je pa za poudariti, da manifestacija je samo del, če boš ti samo manifestiral, naredil na temu, je džabe, moraš tudi nekaj narediti, da bo prišlo. Mora biti, se mi zdi, oboje, nek balans. Se v bistvu ta vision board, ki se ti postaviš, to so nekako tvoji cilji. Se pravi, ti nisi zdaj samo tako gledaš v slikce in si, super, kdaj bo zdaj bajta padle z neba, ampak dejansko ti delaš na tem, da boš te cilje dosegel. A to pomeni, da vsak dan spoznaš, ali pa vsak mesec spoznaš nekoga, ki te pripelje bliže k temu koraku, ali pa pač delaš take stvari, da dejansko lahko to pač kasneje implementiraš. Tako da podzavestno dejansko si ti nastavil te cilje in pač slej ka prej pač tvoj podzavestni dela na tem, da boš to dosegel.